Ne vem, jaz sem hvaležna za vse izkušnje, za vsa nova poznanstva, in pač sprejme, mogoče zaradi tega potem bolj ceniš življenje, ki ga imaš tukaj, ko vidiš, da vsem pa ni tako, lepo, kot je vendarle nam tukaj v Sloveniji. Slušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, petkova različica Večerovega dnevno-informativnega podcasta Večer je zjutraj, ki, tako kot ste navajeni, bralke in bralci Večera, izhaja za vikend, ko prinašamo vsebine v daljšem formatu, tako tudi zdaj v audio in video formatu, torej Večer za vikend. V svoji družbi toplo pozdravljam dva novinarko in novinarja, kolegico in kolega, ki ju izjemno cenim, Borisa Javšovca in Urško Mlinarič. Oba sta izjemna novinarja, ki prinašata zgodbe s terena. Urška se je pred kratkim vrnila iz Ukrajine, Boris je spremljal zgodovinske proteste v Beogradu. Zdravo obema. Zdravo. Lep pozdrav. Kako se počutita v drugačnem formatu? Oba odlično pišeta, zdaj ste z nami v podcastu. Jaz se še vedno navajam na te sodobne tehnologije, tako da sem malo zadržana. Ampak si pa že bila gostja v podcastih in se odlično odrezala, tako da verjamem, da bo tudi danes tako. Boris? Ja, malo nenavadno, jaz sem seveda pred prejšnjim tisočletju končal šolo in se zaposlil v časopisni firmi, zdaj pa po novih kanalih nastopamo glasovno, vizualno in je to neka nova izkušnja, za katero pa sem upal, da mi je ne bo treba izkusiti. Ampak oba dva sta pošiljala iz svojih terenov v preteklih mesecih tudi videoposnetke, nastopala tudi za nove publike, številke so bile, vsaj jaz jih poznam, odlične. Je recimo ta pogled, da pač novinarstvo gre tudi časopisno v to smer, je to pozitivno, kako gledate na to? Ali pač se mora zgoditi oziroma silom prilike? Rekla bi, da je ta vizualna slika, zvočni posnetek neka dodana vrednost, ker mislim, da vsem nam, ki delamo v novinarstvu, je v interesu, da tisto, kar zapišemo, izrečemo, doseže čim več bralcev, gledalcev, zato smo se tudi novinarji pripravljeni temu prilagajati. Terja pa to dodaten čas, dodatno energijo. Boris? Že so novi kanali, morda je to res, da se treba približati različnim publikam, pa vendarle mislim, da z to obilico pokrivanj prek novih kanalov nekako izgublja težo ta stari Gutenbergov princip, da je zapisana beseda, tiskana beseda pravzaprav še vedno primarna in mislim, da je tam tudi vendarle boljše razloženo, boljše napisano, boljše pojasnjeno, kaj se dogaja oziroma tudi je bolj, bi rekel, morda primerno za tistega, ki hoče priti čim bolj zadevi do dna. To, kar se pojavljamo na glasovno in slikovno, je bolj, kot bi rekel Vito Milizupan, neki mamec, se pravi teaser, in bi moral biti prvenstveno namenjen temu, da ljudje sežejo potem po zapisanem besedilu oziroma po članku. In tisti, ki so segli po zapisanem v zadnjih tednih, to, kar ste pripravila vidva, je bilo nadpovprečno za slovenski medijski prostor. Urška, kolikič si bila sedaj v Ukrajini in zakaj znova na vojnem območju? Odkar traja vojna drugič, lani sem šla poleti, letos pozimi. Pač za takrat vojno na Balkanu sem bila še premlada. Zdaj pa se mi je to zdel ene vrste izziv, čeprav se bo slišalo mogoče malo nenavadno, ampak ja, želela sem si izkusiti tudi teren v vojni.
pri čemer pa bi rekla, da je najbolj potem prevagalo moje dosedanje sodelovanje z madžarskim kolegom Jožefom Makajem, ki je na terenu tam v bistvu že 4. leto in sem nekako zaupala, da če bom šla z njim, da bova šla do meje, kjer bo še, če je možno reči tako, varno v narekovajih. Si se počutila varno? Na trenutke je pač bilo nekoliko izzivov polno, bom tako rekla, ampak ja, nisem se čutila osebno ogrožena v nobeni situaciji. Boris, ti si odšel v Beograd čez noč, recimo, lahko tako rečemo, oziroma ni bilo za nekega ful dolgega premisleka o tem, ne? Verjetno si takoj vedel, da gre za zgodovinski dogodek, kar se je napovedovalo, pa kasneje smo videli, da je res bil zgodovinski. Zakaj si se ti odločil, da grem? Mislim, vse to nam je novinarjem v krvi, ne? Mi smo pač, imamo tak poklic, to novinarstvo se morda celo, ko enkrat opravljaš, celo spremeni v poklicanost, ne. Skratka, seveda je to obrt, ne, fajn je, če jo znaš dobro delati. Jaz sem na Balkan hodil že prej, še ko je bila bivša Jugoslavija, v Srbijo, na Kosovo, Hrvaško, tudi v času, ko so se začele te zadnje balkanske vojne. V resnici nisem nikoli šel prav na fronto ali pa na to vojno območje. Zgodilo se mi je nekaj čisto drugega. Vojna je prišla k meni domov v Gornjo Radgono, takrat, ko je oklepna enota JLA zavzela mejni prehod z Avstrijo v tem mestecu ob Muri. In tam sem pol neki ognjeni krst doživel, streljanje, rušenje, zažiganje. Ampak se pravim, to, da ne bi šel v Beograd ob takem protestu, kot se je napovedal, bi bilo po moje svetohlinstvo ali pa neko oskrunjenje te moje novinarske kariere. Vedno me je to zanimalo in mislim pa, da je bolj važno ne to, da mene zanima, ampak da je treba pač mogoče bralcem in zdaj poslušalcem in gledalcem tudi predstaviti dogodke, ki bi naj imeli neko, kot si rekel, zgodovinsko vrednost ali pa vsaj pečat. Ti si odšel kljub temu, da se nekako tvoj čas, vsaj tistega rednega delovnega razmerja na Večeru, zaključuje. Marsikdo bi rekel, klin zgleda, ne rabim tega. Ne vem, meni je to naravno. Zdaj, če bom čez par mesecev oziroma čez dober mesec šel z Večera, ker se mi bliža penzija, to ni igralo vloge. Morda je tudi to nek zaključek moje kariere, primeren, nek lok se je v bistvu upognil čez vse to in je v bistvu prav fino. Če smem dodati, jaz bi rekla, da pač so novinarji, ki so terenski novinarji in Boris je eden od teh žlahtnih primerov in res bi bilo škoda in lahko smo mu hvaležni, da je bil pripravljen iti tudi na to pot, zato ker smo lahko opazovali tudi preko slike, kako se dela terensko novinarstvo. Ja, jaz sem spoznal Borisa na terenu v Ukrajini en mesec po začetku vojne in sem res hvaležen za tisto 2-3 dni, da smo lahko bili skupaj. Da sem videl, kako se pride do izjave tudi teritorialca, ki noče govoriti. Ne. Ti si imel takrat škatlo cigaretov, stopil do njega, ponudil v svoji ruščini, ga ogovoril in dobil zgodbo. Ne. Dobro, to so pač
veliki triki malih mojstrov, ampak ni to bistveno. Jaz sem hotel povedati k temu, kar si dodal. Seveda za sliko iz Beograda je bil v največji meri odgovoren kolega fotoreporter Robert Balen, ki tudi obvlada svoj posel. In tako da zahvala njemu glede tega. Pa ne preveč hvaliti, ker meni se zdi to samoumevno, da se potrudimo za našo publiko in ne bi rad, da se pod temi hvalami, ki zruši moje šibko telo. Urška, ti si prejela nagrado pred meseci Društva novinarjev Slovenije, ne, za posebne izjemne dosežke, pa šla še enkrat na teren, ne, in te je tista nagrada mogoče tudi gnala, da okay, še treba potrditi nekaj, ali ta nagrada pač je nekaj, kar pride zraven ob tem delu, ki ga opravljamo. V bistvu jaz imam rada terensko delo. Tam se mi zdi, da najbolj zaživim, ko sem na terenu, ko se srečujem z ljudmi, ko prisluhnem njihovim zgodbam, kako oni živijo. In že ko sem se vrnila z Ukrajine, je bila takrat poleti, je bila moja želja, da bi šla še. In seveda bi rada šla tudi zdaj še, če bo le možno. Kako se pa kot novinarka organiziraš za tako pot? Tu pač mogoče v tem formatu lahko razkrijemo kakšno skrivnost pa podrobnost, ne. To pač ni nekaj, kar se zgodi vsak mesec, vsak teden za novinarja. Ja, so različni tereni, ne, zdaj, ko so kakšne poplave ali kot je bil protest v Beogradu, mislim, da je večina stvari stvar improvizacije. Tukaj pa moram reči, da pač sem se poskušala z veliko sogovorniki dogovoriti že vnaprej za neke vsaj časovne okvire, da preveriš, a so, a niso pripravljeni govoriti. Potem pa, ko si enkrat na terenu, pa pač se poskušaš prepustiti zadevam, zato ker se zgodijo tudi kakšne stvari, na katere nisi računal in so mogoče to potem tudi zelo zanimive zgodbe za bralce. Na primer, lani poleti se spomnim, da sva tako s kolegom naletela v Kijevu na trgu Majdan. Sva bila priča pač pogrebni slovesnosti za vojakinjo Jalto, ki je umrla, in tam na tem trgu Majdan velikokrat potekajo takšne pogrebne slovesnosti, ne. Si morala pridobiti kakšno dovoljenje, zraven ta reševalni zaščitni jopič, karkoli takega? Ja, v bistvu, če želiš kot novinar delati v Ukrajini, rabiš dovoljenje ukrajinskega obrambnega ministrstva, sicer za določene točke, kot je letos na primer bil obisk vojaške enote v Buči ali pa rehabilitacijskega centra Unbroken v Lvivu, je potrebno to dovoljenje in dobro je pa tudi, da imaš s sabo nepробojni jopič s čelado, če bi se kdaj odločil, mogoče, da greš pa še malo bliže fronti, ampak to so že drugi izzivi, tako finančni, kot potem tudi je marsikaj odvisno od nasprotne strani. Ja, Boris, vidva z Balanom sta se prebila v Srbijo, kar nekaterim slovenskim novinarjem žal ni uspelo, ampak omenila je Urška improvizacijo, zdaj tukaj gre tudi za neki občutek, kdaj, kako postopati, ne. Pravzaprav, jaz nisem zavedal, da je možno, da me zavrnejo na meji, ker to zdaj že nekaj let nisem doživel. Ampak že pred leti sem jaz pri Večeru
dosegel, da smo nehali označevati avtomobile, ki gredo na take terene z napisi Presa ali Večer ali karkoli že, tako da so izgleda pač odaleč kot civilni avtomobili. Ravno to mislim, da je bil razlog, da so kolege iz Pop TV-a N1 zavrnili srbski obmejni organi, ker so imeli na veliko napisano pač ali firmo, ali tole medijsko ime, ali celo Pres. Seveda je bila ta zavrnitev zelo zvita. Razložili so jim, da to počnejo, da jim ne dovolijo stopa za voljo njihove lastne varnosti. Ne. Pač tu ta bivša moja pobuda, da nimamo označenih avtomobilov za te terene, ne, se je izkazala v tem primeru za koristno znova, ne, in seveda pač načeloma, ko greš v te države, je tudi se včasih treba akreditirati vnaprej, ampak je tako, da teh akreditacij v zadnjem trenutku morda ne dobiš. Ne. Je pa res, da seveda novinarji v tem smislu nimamo nobenega posebnega statusa. Pač, ne, danes je na vse zadnje vsak že lahko postane nekaj na telefon, magari proteste več 100.000 ljudi v Beogradu in ni bistvene razlike, razen morda potem v dosegu publike, ne, ki jo ima medij, upam, še nekaj več kot pa kak posameznik. Ravno to, kako se je boriti s tem, da je že vse na internetu, mi pa pač prinašamo še nekaj več in to, da moramo to pojasnjevati tudi ljudem. Ja, gre za to, da če si novinar, potem, kot je že Urška govorila, načeloma se pripraviš, ne, na to pot. Ona ima vedno izjemne sogovornike, ne, recimo iz Ukrajine, tudi izjemne reportaže, ker si obiskovala že take kraje od sirotišnice, tistih bolnišnic za invalide vojne in tako naprej. Neke ženske organizacije. Skratka, to se zmeniš naprej, ampak ne, tudi če prideš v neko situacijo, je vredno, če poznaš kakšna ozadja, da ne rečem zgodovino tistih krajev, te države, teh ljudi, zadnje morda konflikte, morda zadnje prepire v javnosti oziroma kaj so glavne teme. Ne vem, v Srbiji se tega zdaj zadnja leta se je to zelo hitro spreminjalo. Skratka, da si na tekočem, da potem tudi znaš iz tistega kaotičnega, konfuznega dogajanja, kar vidiš s svojimi očmi, izluščiti to, kar je važno, pomembno za razumevanje neke situacije oziroma nekega procesa, če recimo govorijo o procesu, ko gre za Srbijo od razpada Jugoslavije in njene težke poti proti Evropski uniji, ki danes niti več ne kaže samo v to smer, ne, in je konflikt ali pa problem v tem, ali bo sploh ostala Srbija na neki evropski poti. Zato tudi recimo potem moraš vedeti, zakaj Evropska unija oziroma komisija in druge institucije, razen morda Evropskega parlamenta, tako z rokavicami ravnajo z Vučićem, ki je avtokrat, in ga vidijo kot, ne vem, faktorja stabilnosti na Balkanu. Ne. To je dobro vedeti, ko greš na nek tak teren, se o tem pozanimati in šele potem lahko v bistvu ti izluščiš neko zgodbo. Ni pač, vse se zgodbe pišejo same, ampak če bi vse to bi bilo kaotično, ne bi imelo repa in glave. Je fajn, da veš, da držiš neko špuro tu notri in da točno veš, kaj si prišel preveriti. Nenazadnje je pomemben tudi jezik. To sem spoznal, ko sem bil s tabo. Ti si v Ukrajini govoril v svoji ruščini in je zelo koristna, ne, pri tem pridobivanju informacij. Urška, ti govoriš tudi madžarsko. Ja. Je to tudi ena prednost? Tam si mogoče z madžarščino lahko samo v Užgorodu pomagaš, torej
meji. Madžarsko-ukrajinski meji. Delno sem imela srečo, da pač Jožef osnovno se zna sporazumeti v ukrajinščini, rusko žal ne znam. Tako da je to bil velik izziv, zato ker tam zelo malo ljudi govori nek tuji jezik, ki ni ruščina, ker njim je to bil pač primaren jezik. In ravno to, kar je omenil Boris, tu v Sloveniji tudi se marsikomu na primer ni jasno, zakaj oni želijo izvesti ta proces derusifikacije, zakaj ne želijo nič, kar je ruskega, in to sem tudi skozi 2 članka, tako lani kot letos, poskusila pač predstaviti, zakaj si oni tako želijo črtati vse, kar je rusko. Mi tega ne razumemo, ampak oni pa so stoletja živeli pod tem ruskim škornjem, z ruskim škornjem, in za njih so Rusi agresorji, zato želijo res s tem opraviti. Bi šla na rusko stran, če bi imela možnost? Bi šla, ampak bi me tako kot tukaj v Ukrajini zanimale zgodbe ljudi, ne politike, ker politika ima vedno neke svoje interese in tudi razlaga tisto, kar njej v danem trenutku ustreza. Okay. Vprašal sem že, če te je bilo kaj strah zdaj v Ukrajini, ampak če navežem to vprašanje na zgodbe ljudi v Kijevu, se ljudje v bistvu skoraj več ne odzovejo na alarme. En posnetek imam jaz na Twitterju objavljen, ko smo z Borisom potovali v Ukrajino, pa sprašujemo tam, ampak ljudje so postali na ta opozorila skoraj že imuni. Si ti hitro prevzela to njihovo miselnost? Jaz bi rekla, da jaz zaznam, kdaj se sproži alarm zvočni, tudi v Zaporožju, kjer, na primer, če je v Kijevu, se mogoče alarm sproži zvečer, torej za nevarnost, se v Zaporožju tako rekoč alarmi izmenjujejo, en za drugim se vrstijo, ampak tam se nihče na to ne odzove. Mi je pa to lani pojasnila v Harkivu, v bistvu ena gospa je rekla, če bi se mi vsakič, ko se vklopi alarm, na to odzvali, iskali zaklonišče, potem v življenju nič več ne bi mogli narediti. Moramo pa delati, zato ker ne vemo, kdaj bo tista raketa padla na nas. In tudi ti si delala, čeprav so bili opozorilni alarmi. Ja, enostavno pač odmisliš, rečeš, če seveda je vedno neka zdrava, dobro je, da neka zdrava mera previdnosti, ampak če vidiš, da oni poskušajo v narekovajih normalno funkcionirati, delaš tudi ti. Boris, tudi ti si bil na protestih v nevarnosti, ne? Ampak ja, v bistvu gre bolj za to, da si dovolj pozoren, da takrat, ko lahko pride do nevarnosti, pač se znaš pravi trenutek umakniti. Zdaj, tebi so razbili mobitel tam. Mogoče ne bi rekel, da je to delno moja krivda, ampak bi lahko bil malo bolj pameten vseeno. Snemal sem namreč v eni stranski ulici, ki je vodila za sedežem predsednika Srbije, stavba je to velika, do Pionirskega parka pred bivšo skupščino Jugoslavije, zdaj skupščino Srbije, kjer so taborili pro-vučičevski protestniki, in tam so se začeli obmetavati s kamenjem in z baklami. To je pa na videu zelo lepo videti, goreče predmete, ki letijo po zraku. In zaradi tega sem potegnil telefon iz žepa in začel snemati to dogajanje. Zdaj pa sem slišal četniški napev in namesto, da bi si rekel, čakaj Boris, to so verjetno pro-vučičevski
se reče... Čaci. Ne, ja, v bistvu ti provokatorji, ne? Okay. Sem mislil, da sem bil v tem smislu presenečen, očitno so pročetniški te skupine tudi proti Vučiću. No, tu sem se grdo zmotil, ko sem obrnil ta telefon proti njim, mi ga en zbil na tla, no. Pač telefon se razbil, pač ta ekran. V tistem hipu skoraj sta ga pa prijela dva študentska redarja, ampak pol je prišlo do besednikov povpraševanja s to skupino, ki je pela tisti četniški napev, pa mano in s temi redarji. Ampak takrat je počel ta, kot rečejo, zvočni top. Sicer je bilo to na ulici, mi smo bili v Stranski ulici, na glavni ulici nekoč maršala Tita, je bil to usmerjen tok, smo ga slišali in takrat smo se vsi razbežali vsak po svoje. Ta grupa je šla v temo dol, jaz gor proti tisti skupščini, ko sem omenjal, jaz pa dol pogledat na, zdaj je to ulica Kralja Milutina, kaj se dogaja, in sem pol videl, kako bežijo ljudje panično, v bistvu v Stranske ulice in se umikajo temu zvoku. Ti si bil torej v Stranski ulici, ampak kaj si pa slišal? Pa slišal sem, kot da je poleg mene, kaj jaz vem, 2 metra, 3 metre, ali morda 5, počel ta topovski udar, ki ga poznamo morda z nogometnih tekem. Nisem vedel, to sem šele kasneje, čez kako uro, 2, izvedel, da naj bi šlo za ta zvočni top, ki ga jaz prej nikoli nisem na protestih, pa sem bil na mnogih, še nikoli nisem izkusil. Bil pa je tako močan pok in je usmerjen bil v to smer, jaz sem morda bil od izvora tega poka kakšna 2 kilometra proč, pa malo za steno. Tako da nekih tistih, kot so pravili še, da so čutili neke vibracije, tega jaz nisem slišal. Sem pa videl ljudi, ko bežijo panično. No. Učka si ti doživela... In tega več nisem mogel posneti, ker sem imel razbiti telefon. Smo pa objavili to tudi v enem dnevnem podcastu, tako da so lahko slišali. Poslušalke in poslušalci, Urška, si ti doživela kakšen takšen trenutek zdaj v Ukrajini, ko pa če bi nenavaden, nepričakovan in te je mogoče pognal adrenalin po žilah? Zdaj v Kijevu in v Zaporožju so po noči običajno se streljevali drone, se je v daljavi slišalo te detonacije, če se temu pravilno reče. Ja, poke, no. Ja. Eno noč so pa tudi čisto blizu hotela streljali. To je bilo nekaj tako nenavadnega. Kako se novinar v tistih trenutkih osredotoči na to, da pač mora delati, da je tam zaradi poklica svojega, zaradi tega, da prinese zgodbe, pa ga je hkrati mogoče strah, kaj se lahko zgodi? Jaz mislim, da sva midva z Borisom oba taka fanatika, da bova delala, pa če bo ne vem kaj. Vseeno bi jaz rekel, da najprej poskrbi za svojo varnost. Kljub vsemu. Ker pol, če si izgubil glavo, tudi ne bo zgodbe, oziroma ne bo poročila, ne bo članka, ne bo komentarja. Pa še kaj hoče. Kaj pa, ko se, Urška, pogovarjaš z zelo prizadetimi ljudmi, traumiranimi, z tistimi, ki so v vojni ostali brez okončin, kako takrat zadržati mirne misli in preudaren govor, da se lahko pač res pridobiš zgodbo? Jaz vedno prvo razmislim, v bistvu, kdo bo moj sogovornik, malo že tudi na podlagi izkušenj svojih novinarskih, vem, kaj so občutljive teme, kaj ne vprašati, čeprav se mi je na primer lani vseeno zgodilo, da mi je vojni veteran pač povedal, ko sem ga vprašala, če je ubijal, kar je v bistvu bilo nespametno od mene, da ga te stvari sprašujem, ker seveda, da vojak v vojni, v vojaškem rovu mora ubiti, če želi preživeti. Mi je pač rekel, da to je ena od stvari, ki se pač veteranov ne sprašuje,
Kako je prav z uradnimi osebami govoriti o teh zadevah? Mislim, je kaki zadržek kdaj? Pa jaz bi rekla, da uradne osebe so že natrenirane, da vejo, kaj ti bodo povedale, ne, kaj pa ne. Je pa na primer tu v tem rehabilitacijskem centru, kjer sem bila, tu mi je direktor že vnaprej povedal, da se pač zaradi te kibernetske vojne, ki poteka med Rusijo in Ukrajino, teh vojakov, ki so bili tam na rehabilitaciji, ne sme vprašati ne kdaj, ne kje, ne s čim so bili ranjeni, ker lahko potem na podlagi medijskih zapisov nasprotnik razbere, kakšen učinek je na primer tisti dan tisto orožje v neki regiji imelo na nasprotnika, ne. Kako novinarji moramo preverjati informacije, ki jih dobivamo, kako na vojnem območju preverjaš informacije? Jaz sem se zdaj tu, ko gre za Ukrajino, sem se predvsem fokusirala na zgodbe ljudi, torej od vojakov do žensk, ki čakajo, do beguncev, in mislim, da pri teh zgodbah je pač to njihova resnica, ne. In da tu ni kaj za preverjati, no. Ne vem, če si zasledila, ker nekaj pač polemik je na spletu, v komentarjih člankov, reportaž, ki si jih objavljala. Te sploh ganjajo, mislim, ali jih ignoriraš? Mislim, rekla bi, da je to pač del te propagande, ki služi agresorju, ne, torej Rusom. Jaz vseeno mislim, da je v tem primeru Rusija agresor in da se Ukrajina brani. Boris, ti včasih komuniciraš Ja. preko spleta z ljudmi, ki To je bolj na Twitterju, v bistvu ne v smislu, če pri mojem članku kakšen. Ne, tako Kakšen, mislim, pač na ja. Twitterju. Polemiziraš tudi z ljudmi, ki se Tu- ne strinjajo s tvojimi zapisi. Pač včasih komu treba kaj povedati, ne, mislim. Ampak V osnovi pa Enkrat. ne. ne, načeloma. Ok. Urška, kako doma kot mati, partnerka skomuniciraš pot na vojno območje? Pač povedala sem, da tokrat bom šla. Sin je vprašal, zakaj ravno tja, ampak so razumeli, zato ker grem večkrat na teren in razumejo, da je pač to moj poklic. Boris? Ja, moji so že tudi navajeni v 37 letih, da čez noč v bistvu se odpeljem na drugi konec Evrope ali pa Balkana. Je pa res, ko so bile moje hčerke mlajše, sem recimo rekel, zdaj pa grem v Varšavo, ne, pa kje je to, pa so šle gledat na zemljevid in pol so se mimogrede še naučile, kakšna glavna mesta, najprej sosednjih držav, pol pa skoraj vseh evropskih. Tako da, ja, je pa seveda mogoče problem v tem, si moraš malo včasih organizirati življenje, ne, pač poskrbeti za gospodinjstvo, nakupiti neke stvari, to, če le morem, poskrbim, no. Odneseš iz terenov tudi kaj domov, razen seveda zgodb, kako je to pač odmisliti potem. Ne vem, jaz sem naredil eno napako, ko smo midva bila v Ukrajini, sem si naložil aplikacijo tisto, na katerem območju si. Mi smo bili v Zakarpatiji, ne. Ja. In potem mi je še 2 noči zvonila alarm za letalski napad in sem seveda, ker pač je bilo tisto v ukrajinščini, nisem ravno obvladal aplikacije, preden si jo zbrisal in potem je tiste Sem imel nočne alarme. nočne alarme mora poslušati še partnerka, ampak to je res majhna stvar proti temu, kar sta verjetno v svoji karieri do zdaj doživela vidva. Urška, kako nesti domov tudi tragičnih zgodb? Dobro vprašanje.
Ne vem, jaz sem hvaležna za vse izkušnje, za vsa nova poznanstva, in pač sprejme, mogoče zaradi tega potem bolj ceniš življenje, ki ga imaš tukaj, ko vidiš, da vsem pa ni tako, lepo, kot je vendarle nam tukaj v Sloveniji. Pa premišljuješ o tem, kaj jim je tega treba, ko si recimo na -20, kot si bila zdaj v Ukrajini? Kako si se pogrela, v bistvu, v tistem trenutku? Oni so rekli, da to še sploh ni hladno. Ja, ne, nisem si nikoli tega rekla, tam v Ukrajini. Pač, spomnila sem se, na vse tiste vojake, ki pa, ne, jaz sem se vendarle lahko čez nekaj ur umaknila v topel prostor, kdo drug na fronti ali pa tam, kjer so brez elektrike, pa morajo biti na hladnem. Koliko vama pomenijo odzivi ljudi po poročanjih, po zgodbah, ki jih objavite v Večeru? Boris, najprej mogoče ti. Jaz ne spremljam toliko tega. Mogoče drugače odzive zbiram. To je pač v krogu ljudi, ki jih srečujem, če mi kdaj kaj povejo, da so kaj prebrali, ali pa tudi je kritika, kaj pa tega nisi nič napisal ali karkoli. V tem smislu je to neka debata v nekem krogu znancev in to drugačna kot pač na teh novih družabnih ali kakšnih že omrežjih, ker je pa navadi pljuvanje, ne, nad dnovinarstvom, kot se grdo reče, ne. Seveda, tudi kdaj kaj prebereš, ni pa veliko konstruktivne kritike, tako da večinoma branje teh komentarjev izguba časa. Jaz verjamem, da tisti, ki dejansko preberejo zgodbe, da so večinoma res ti odzivi pozitivni. Vsaj takšno izkušnjo imam jaz, da tisti, ki res preberejo, Ja. ali pa če je konstruktivna potem kritika, ne. Urška, ti kaj pomenijo ti odzivi? Tudi jaz veliko ne berem teh komentarjev na družbenih, omrežjih. Mi pa res, največ pomeni, če mi kdo osebno, ali sporoči ali napiše kakorkoli, tudi pač, glede na to, ne ravno prijetno, situacijo trenutno, ko se odpušča tudi novinarje. Sem ravno včeraj še en odziv dobila na te moje ukrajinske članke in, mi to res veliko pomeni, no. Ker vem, da ker poleg tega, da pač mi to radi delamo kot novinarji, pišemo za naše bralce in, si želimo, da to čim več bralcev, prebere, ne. Mogoče samo še, če opišeš, kakšno je življenje zdaj, pa vem, da si bila na različnih koncih Ukrajine, ampak Ja. omenila si že, da skušajo živeti pač naprej, ampak kaj lahko poveš o tem? Ja, dejansko v teh večjih mestih, kar sem jaz bila, ne, življenje čez dan teče povsem normalno, tudi, trgovine so izjemno dobro založene, v restavracijah si lahko naročiš, kar si boš zamislil, tako kot v kaki, evropski prestolnici, ker, je Ukrajina bila že pred, vojno glede tega, zelo napredna, pač ker pa imajo, vsepovsod, te policijske ure, ne, pa tam po 10. uri dobesedno življenje zamre. Zato tudi na primer v restavracijah od 9. naprej, ne moreš naročiti hrane, ne. Ampak trudijo se, da bi življenje, kolikor je to mogoče, teklo normalno. Bila si v Ukrajini ravno, ko se dogajale spremembe na zunanjepolitičnem parketu v zvezi s Trumpom in, Zelenskim. Takrat je bil ravno obisk, ne, Zelenskega v Beli hiši, če se ne motim. Tako, ja. Kako si ti takrat to spremljala?
bom rekla, da ljudje so že ob prvih nastopih Trumpa, ko je postal ponovno predsednik Amerike, bili nekako ogorčeni in ta sprejem Zelenskega v Beli hiši jih je pa povsem utrdil v podpori Zelenskemu, čeprav je večina, s katerimi sem govorila, začela z stavkom jaz nisem volila Zelenskega, ampak zdaj ga pa res podpiram. Boris? Če gremo v Srbijo, ne? Aha, ja. Težko je napovedovati karkoli. Ja, zdaj iz izkušenj, ne, Srbi so se upirali, ne, Miloševiću in je dolgo trajalo, da so ga končno poslali v Haag, ne. Potem Vučić, mislim, da je že 14 let ali koliko na oblasti, prej je bil premier, zdaj je, mislim, da ne vem točno koliko let je pa predsednik, in je doživel veliko protestov, ne, od, ne vem, proti kopanju litija, tam, da bi Jadar prodali najboljšemu ponudniku, da so zdaj to Nemci. Potem je bil protest Ne davimo Beograd zoper megalomanske načrte, ki se sicer uresničujejo, tega mesta na vodi. Še več teh protestov je bilo in Vučić je vedno iz njih izšel tako rekoč nepoškodovan. Ne, je celo predčasne volitve je razpisoval, ker je imel v drugem delu Srbije, razen Beograda, mogoče še kakšnem večjem mestu, je imel pač frekvenco svojih televizijskih postaj njemu naklonjenih, hoče reči po vsej državi, ti kritični kanali pa so obstajali samo v velikih mestih, kot je Beograd, Novi Sad, mogoče še kakšen Niš. In je vedno pač dobil volitve, ne. Zdaj, kar se je v teh protestih zgodilo drugače, je, da se je postavila po robu mu mladina, se pravi študentje. Šlo je seveda za zrušitev nadstrešnice, mislim, da 1. novembra lani v Novem Sadu, ki je terjala tragično smrt 15 ljudi, ki so tam čakali na vlak ali pa so čakali ljudi, ki bi prišli z vlakom. Dva sta še bila tudi huje ranjena in seveda to je bila nadstrešnica na železniški postaji, ki so jo obnavljali, mislim, da celo Kitajci, ampak podizvajalci so bili, mislim, da domači. Skratka, zahtevali so študentje potem od oblasti, niti ne od Vučića, ne, ker on za to nima pristojnosti, čeprav se vedno pojavlja on, kot da je njihov sogovornik in tisti, katerega napadajo. So zahtevali vso dokumentacijo in niso dobili in so se zdaj mu postavili po robu z tem velikim protestom, ki je bil v bistvu 6. že po vrsti in je imel več 100.000 ljudi, nekateri pravijo celo 500.000. Ampak kot sem prej rekel, iz izkušenj se je zdelo, da bo tudi to izzvenelo, ne. Spet je Vučić pravzaprav odšel iz tega, po tem protestu je prišel na televizijo in se je zdelo, kot da ga nič ne gane. Kar se je pa morda režim zmotil, pa je, da je začel preizkušati na teh demonstrantih neka nova orožja ali pa neke te zvočne topove in te stvari, tako da je zdaj spet seveda to gibanje proti njemu še dobilo nekaj energije ali pa nekega goriva, da bo to še en čas trajalo. Kar je problem je, seveda, kot sem že prej omenil, Evropska unija, ki temu ne sledi in v bistvu še vedno stavi na karto stabilnosti na Balkanu in glavni adut te stabilnosti je v njenih očeh prav Vučić, zato seveda ga je obiskala tudi, mislim, da ta teden, on je njo obiskal, kar Ursula von der Leyen, predtem pa je govoril seveda tudi z Marto Kos, ki ni omenila demonstracije, ampak je pač tako kot tudi von der Leyen, ne, ki pač lahko čitamo to dvolično evropsko politiko do teh kandidatk in do
močnih ljudi za krmilom nekih držav. To velja tudi seveda za Ameriko z Donaldom Trumpom na čelu. Pa če greva v Ukrajino, isto za Putina, kako neverjetno obnašanje neke zveze, neke unije, ki bi morala biti vzor za spoštovanje človekovih pravic, vladavino prava, demokracijo. In v tem pogledu, ne, glede na to, kaj In mi se smo del ja, tega, v tem je to problem. Ja. Nismo del Srbije več, ne, ali pa Jugoslavije. Mi smo del bruseljskega konglomerata. Ampak V tem pogledu bi jaz rada omenila, da ne vem, če je prava beseda presunilo, ampak res nisem mogla verjeti, no, da vsak sogovornik, s katerim sem govorila, se je na koncu zahvalil Sloveniji za vse, kar smo do zdaj pomagali, ker zdaj nekako jim je po prvih tednih Trumpa postalo jasno, da na Ameriko ne morejo več računati. In zdaj res, poleg tega, da pravijo, moramo se res največje odvisno od nas, pa vseeno velike upe polagajo na Evropo, ta drug del Evrope, no, Evropsko unijo, ampak tudi Veliko Britanijo, da jim bo vendarle v tej borbi pomagala. in ko se v naši bližini dogajajo te krize, ta dogajanja, ne, skoraj malo pozabljamo na druga krizna žarišča. No, Na najhujše svetu. je gotovo v Gazi, Tako. z Izraelom in tudi tam, ne, včasih imaš kakšen preblisk, pa se spomnim, da sem pristojni ministrici ob izbruhu, ob tisti vpadu brutalnem Hamasovih borcev v Izrael, to je bilo 7. oktobra leta 1923, in potem se je že takoj začel Izrael maščevati in je seveda prekoračil svoj, morda kot so vsi poudarjali, svojo pravico do branjenja in tisti svoj silobran prekoračil že, in naslednji teden sem zahteval, dal predlog slovenski zunanji ministrici, naj zbobna skupaj zunanji ministri Evrope in naj grejo, naj priredijo Evropski svet v Gaza Cityju, ne, tako kot so kakšen mesec prej v Kijevu v solidarnost ukrajinskim upornikom oziroma ukrajinski državi, ki se upira Putinu oziroma Rusiji, ne, da naredijo to podobno v Gaza Cityju, ker je takrat že ni bilo vse porušeno. Seveda, ne, je to ni prišlo poštev, ne, in tu se tudi vidijo neka dvojna merila, za kar pa neverjetno ceno plačujejo Palestinci v Gazi in tudi na Zahodnem bregu. Kako pomembno je v tem svetu, da pač so še novinarji, da še nekdo poroča, nekdo gre na teren in od tam prinaša zgodbe. Izjemno pomembno, zato ker se mi zdi, da si najbolj verodostojen, če greš na teren in od tam poročaš, kaj se dejansko dogaja. Jaz, na primer, v te članke, ki jih objavljajo tudi zelo znani mediji, kjer poročajo o tem, kako so se z vojaki pogovarjali po telegramu ali signalu, ne zaupam preveč, no, sem skeptična do tega, zato se mi zdi, da je treba iti na teren in medijske hiše bi se morale zavedati, da je to velika dodana vrednost. Ja, strinjam s tem, seveda. Kako se počutite v tem pogledu, da pač se zavedamo, da je to dodana vrednost, hkrati pa se krčijo ekipe? Samo ne vem, če se vsi zavedajo. Ja, ampak tisti, ki recimo, ki imajo lastništvo nad medijskimi hišami. Zdaj mogoče Ker hočejo pač prišparati denar ali pa dobiti večje dobičke. o tem mogoče ne bi smeli govoriti, ampak se mi zdi, da je prav, da govorimo, ne. Krčijo
Ne vem, medijev. zakaj bi bile v demokraciji teme, o katerih se govori, No, ampak dobro, to smo že v prejšnjem režimu izkusili in ugotovili, da včasih v demokraciji tudi kaj podobnega se zgodi in se dogaja. Ja, pa kako se počutite ob tem? Mislim, jaz se slabo počutim in zato hočem o tem govoriti. Moje počutje, mogoče bi morala mojega zdravnika zanimati, ali kako. Ja. Ni zdaj to, da bi rekel, kako se počutim. Gotovo ni dober priokus, če veš, da se pač špara za voljo tega, da bi nekomu v žep padli višji dobički. Ne, ampak ta bi se moral tudi zavedati, da bo nek medij, ki ne bo imel stika z zunanjim svetom, slej ko prej propadel, ne, oziroma bo postal, kako se reče, nevažen. Jaz bi rekla, da je to slabo za nas novinarje, za sam medij in za demokracijo. Dobro. Hvala, da sta tudi o tem odkrito spregovorila. Še marsikaj bi želel vprašati, pa da ne bomo predolgi. Mogoče še z vajine strani kaj, kar bi želela poudariti. Jaz bi rekla, če zaključim s tem, da se je pač treba boriti za kakovostno novinarstvo, ne glede na to, kako pesimistična slika zgleda. Boris? Ja, nimam več kaj dodati, pravzaprav. Novinarji bi naj bili četrta veja oblasti. Enkrat mi je nek politik rekel, da to ne bo držalo, ker nismo izvoljeni, pa sem odgovoril, na nek način pa vendarle smo. Vsak dan naši volivci kupijo izvod časopisa na kiosku ali pa kliknejo na spletno stran in podobno, in to so naši volivci. Hvala vama za odlične zgodbe, hvala, da ste si vzeli čas, hvala tudi vsem novinarjem, ki so pripravljali odlične zgodbe za Večer v preteklosti, pa mogoče kdaj v prihodnje te možnosti več ne bodo imeli. Hvala tudi vam, da ste poslušali Večer za vikend, ga gledali. Prosim, da podcast ocenite, da ga komentirate, da nam pošljete svoje mnenje na različne kanale. Veseli bomo, če se na podcast Večerje zjutraj naročite, da se naročite na tiskani ali spletni Večer in s tem pomagate podpirati kakovostno novinarstvo, kakršna ga recimo pripravljata tudi Boris in Urška. V nadaljevanju pa si poglejte, kaj prinašata Večer v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. V Večeru v soboto preberite s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić o paketu 7 novih kmetijskih zakonov in o nesoglasjih s kmetijskimi organizacijami. Te so namreč izstopile iz delovnih skupin, kjer intenzivno usklajujejo zakone. Kako bodo torej postopki tekli naprej? Kaj smo se naučili iz pandemije? Stroka je že povedala svoje, ključni manko je bil v komunikaciji, Svetovna zdravstvena organizacija in drugi so skrbno analizirali dogodke. Mi smo povprašali podjetnike, učitelje, kmete, skratka ljudi, ki so prekrmarili skozi pandemijo, kakor je takrat napovedoval ritem virusa in vlade. Lekcije so poučne, posledice, sploh v športu, mestoma strašljive. Kaj pomeni Trumpova carinska politika za mednarodno trgovino in za svetovno ureditev in vlogo EU v njej? Citiram, čeprav bodo carine sprva bolj prizadele ciljane države, bodo na srednji in dolgi rok bolj prizadele ameriške potrošnike in proizvajalce. To pravi zaslužni profesor na FDV dr. Marjan Svetlinčič. V Večeru v nedeljo tokrat preberite. Bilo bi manj vojn in več sreče, če bi v svetu več odločale tudi ženske. Tako igralka Lara Janković pove v intervjuju pred premiero monokomedije Balkan Blues Kabaret. Z vlakom v Planico od leta 1966 in konca obratovanja železniške proge od Jesenic preko Kranjske Gore do Rateč in naprej do Trbiža v Italijo je to lahko le marketinški slogan, ne pa resničnost. Ukinjanje železniških prog v času Jugoslavije je bilo ena bolj zgrešenih odločitev. Šport nam je dal nešteto nepozabnih spektaklov, a morda nikoli ni bilo bolj nore ideje od spopada velikanov tistega časa v Afriki.
Ne kjerkoli v Afriki, temveč v osrčju stare črne celine v Kongu, tedanjem Zairu. Dva Američana ali proti Foremanu v bokskarskem ringu kot reklama za režim samodržca. Lep konec tedna vam želimo, za konec še preblisk iz petkovega večera. Čas je dober zdravnik, vendar pa slab kozmetik. To je rekel angleški pisatelj William S. Maugham. Lepo bodite, berite in klikajte Večer.